naslov tega ciklusa je dala gospa Barbara. Pred časom me je poklicala in rekla, ali bi naredili, ali bi dali novo ime tem predavanjem, nov ciklus, in se več lahko ga damo, zakaj pa ne, in fasciniral en izraz, ki je tudi meni všeč, in to je hej brigade. Ta ciklus se po ta novo imenuje hej brigade. To pa ni pisal. Pisal pa ni, ja? To sem tudi jaz. Sem mislil, da je kakšna cenzura, ali pa kakšna tajna služba obrasla. Samo cenzura. Ali pa samo cenzura, ali pa kakšna druga oblika cenzura. No, v glavnem, imenuje se hej brigade. Ker je poziv. To je poziv, to je nagovor. In zato ni najbrž čisto naključje, da nameravam govoriti ravno o logiki pozivanja ali nagovarjanja ljudi. Nagovarjanje je po definiciji nagovarjanje k nečemu. Je izraz želje, na primer, da bi se nekaj zgodilo. Je izraz želje, lahko izraz potrebe, zahteve, da bi se zgodilo kaj novega. Nagovarjati ljudi, da bi počeli to, kar že počnejo, je po eni strani je odveč, lahko je sporno, lahko je izraz negotovosti tistega, ki se naslavlja na ljudi, lahko je izraz njegove nevednosti, morda ne ve, da ljudje to že počnejo. V vsakem primeru je v teh primerih na delu neka zagata. Torej, je bolj produktivno in bolj smiselno razmišljati o nagovarjanju ljudi, da bi naredili kaj novega. Se pravi, kaj takega, česar ne počnejo, ali pa kaj takega, česar še niso počeli, ali pa že dolgo niso počeli. Ta izraz hej brigade je pravzaprav iz neke pesmi, s katero so se v živo srečevali naši predniki, na primer očetje in babice in detki in drugi ljudje. In so ta izraz razumeli na zelo jasen način. Treba je pregnati sovraga iz domovine. V svetu, v katerem živimo zdaj, je na delu veliko družbenih, historičnih procesov, o katerih je dobro razmišljati, da bi natančno razumeli, kaj se dogaja z nami v okolju, v občestvu, v katerem živimo. In da bi obenem tudi razmišljali, na primer, na nov način, kdo smo mi sami. Pa začnimo iz tega konca. Namreč ni samo po sebi razvidno, kdo smo. Človeku ni nikoli razvidno, ne bi moral kaj storiti, kdo je on sam. Identiteta, navzočnost človeka v svetu ni nekaj samo po sebi umevnega. Za to, da bi človek razumel, kakšna je njegova navzočnost v svetu, kdo on je v svetu, v občestvu, v katerem živi, vse je treba vsaj malo potruditi. Torej, treba razmisliti, je treba razmišljati. In to razmišljanje je lahko izjemno zahtevno.
Ni namreč res, da je, ali pa da bi lahko bila identiteta ljudi nekaj, kar se ne spreminja. Naprimer, tako kot je Luna za fiziko. Luna se v glavnem že kar precej let ne spreminja, gotovo, da se ne spreminja dosti, morda pa se celo ne spreminja nič. Jaz tega ne vem, ker je ne raziskujem, ampak zagotovo je približno tako. Zato so lahko fiziki prepričani, da bo Luna po jutrišnjem kar precej podobna tej, ki jo raziskujejo danes. Obstaja... Kako? Zaradi mene. Ja, je. Ampak to na fizikalne lastnosti Lune kot nebesnega telesa ne vpliva nič. Mlaj samo za nas, opazujemo z Zemlje. Obstaja veda, ki se ukvarja z identitetami ljudi, imenuje se psihologija. In psihologija, vsaj tisti del psihologije, ki ga imamo lahko upravičeno za pozitivističnega, raziskuje človeške identitete na podoben način, kot fiziki raziskujejo nebesna telesa, ali pa se vsaj pretvarja, da to res počne. Zato je, na primer, osebnost za marsikaterega psihologa pač objekt raziskovanja, za katerega se zdi, da je vselej že tam, kjer domnevno je, kot da je dan. Pa ni. Med fiziko in psihologijo je v tem smislu zelo velika razlika. Zato se lahko sprašujemo, in ne samo, da se lahko, to je tudi lahko zelo produktivno, lahko zelo koristno, odkot to, kar imenujemo osebnost. Kakšni so pogoji, pod katerimi je, recimo, danes osebnost mogoča. Če ne raziskujemo pogojev, pod katerimi je mogoča, se nam lahko zdi, da je, na primer, osebnost naravni pojav. Da je nekaj, kar preprosto po naravi obstaja in da nekateri ljudje, na primer znanstveniki, kot so psihologi, to osebnost preprosto raziskujejo in ugotavljajo, kakšna je. No, moja ideja je povsem drugačna, osebnost ni naravni pojav in zato tudi v različnih občestvih ni enaka in tudi v različnih časih znotraj istega občestva ni enaka, zdaj osebnost danes tukaj v tem okolju ni taka, kot je bila v istem okolju pred stoletji, pa tudi okolje ni enako, kot je bilo pred stoletji. Zato se je smiselno vedno znova spraševati tudi o naravi ideološke interpelacije, kot se reče, zravi načinov, kako je vsakokratna osebnost nagovorjena, da bi bila sploh mogoča. Zravi, razmišljamo o tem, kako se danes oblikuje osebnost ljudi, kaj to sploh je in kaj to pomeni. Če ste pogledali naslov ali pa podnaslov besedilo k naslovu današnjega razmisleka, veste, da bom poskušal razmišljati o nekem prehodu, ki ga zaznamujeta dva človeka. Eden je bil učenec oziroma je učenec drugega, kar se ne pomeni, da je bil ta drugi učitelj. Temu prvemu učitelj je bil Althusser, učenec je Etienne Balibar. Govorim vam torej na kratko seveda, kaj se zgodi zadnjih 50 let od časa, ko Althusser razvija koncept ideološke interpelacije in poskuša pokazati, poskuša odgovoriti na vprašanje, ki sem jih prej zastavil. Namreč, zakaj je potrebna interpelacija, zakaj je potreben nagovor ljudi, da bi ljudje sploh bili to, kar mislijo, da so. Naprimer, osebnosti ali pa subjekti kot podložniki nagovora. Če obstaja nagovor, obstaja tudi tisti, ki mu je nagovor namenjen, ta ga lahko sprejme ali pa ga tudi ne sprejme.
lahko je torej subjekt. Govorim o subjektu ideoloških interpelacij, ideoloških nagovorov. Psihologi govorijo pa o osebnosti. To seveda niti približno ni isto, ampak zaenkrat to ni pomembno. Da bi razumeli Altiserijev podvig, je dobro seči v zgodovino, vsaj recimo v čas, ko se razvija in nastaja noveška znanost, oziroma noveška filozofija, to je kakšnih 350 let nazaj. In, ali pa morda še malo več. Ta pogled v zgodovino nam najprej postreže z enim zelo zanimivim premikom, zgodovinskim premikom, ki je šele omogočil razmišljanje o nečem, kar se nam danes zdi tako rekoč samoumevno, to so na primer pravice ljudi. To, da imajo ljudje pravice, ni dano, ni od nekdaj. Daleč od tega, večji del zgodovine človeštva ljudje niti ne razmišljajo o pravicah. Obstaja koncept pravic. To, da bi ljudje razmišljali o tako nenavadnem konceptu, o katerem je spregovorila Hannah Arendt, namreč o pravici, da imajo ljudje pravice, pa sploh ne. In ta njen koncept je danes precej ogrožen, je zelo ogrožen. Kamorkoli pogledate, z lahkoto ugotovite, da obstaja množica, primer politikov, tudi različnih strokovnjakov in drugih ljudi, ki znajo precej ostro nastopati, češ, da so določene pravice ljudi problematične ali pa sporne, ali pa celo take, da bi jih lahko odpravili. Se pravi, ni nujno, da v vsakem občestvu, v vsakem času ljudje sploh razmišljajo o tem konceptu Hannah Arendt, da je za človeška bitja konstitutivno in univerzalno, da imajo, še prednje imajo pravice, kar je nekoliko paradoksno, da imajo pravico do pravic. Imeti pravico do pravic je neoprašljivo. To je univerzalno res, to lahko dokažemo, čeprav to ne pomeni, da ne bodo naprimer, zastopniki oblasti v družbenem polju tega z lahkoto postavili pod vprašaj, češ, da nikakor ni nujno, da imajo ljudje take pravice, oziroma tako pravico, da bi sploh imeli pravice. In to je pomembno v luči sodobnega razmejevanja oziroma razločevanja med demokracijo in kapitalizmom. Sodobni kapitalizem, sodobne ultra oblike kapitalizma so že take, da tako rekoč nevprašljivo domnevajo ali pa lahko jim pripišemo to domnevo, če bi jih personificirali, da kapitalizem nujno ne potrebuje demokracije in da kapitalizem nujno ne potrebuje koncepta, po katerem imajo ljudje pravico, da bi imeli pravice. Ničesar nujnega ni v kapitalizmu, v katerem živimo, ni nujno, da kdorkoli, ni nujno, torej še enkrat poudarim, zelo natančno, ni nujno, da kdorkoli do tega sploh pride, do tega spoznanja. In če analizirate besednjak, na primer politikov, se lahko hitro prepričate, do katere mere so sploh zmožni, ne samo pripravljeni, ampak tudi zmožni razmišljati o tem temeljnem univerzalnem konceptu. To je eden od historičnih dosežkov, to je eden od velikih historičnih dosežkov človeškega razmišljanja o naravi človeških bitij, da imajo pravico, da bi sploh imeli pravice. Drugi veliki dosežek razmišljanja o človeškem bitju, človeških bitjih je
kar se morda zdi trivialno, pa nikakor ni, da so posamezniki to, kar je značilno za današnje razmišljanje samih posameznikov, namreč to, da so posamezniki. Večji del zgodovine človeštva ljudje ne razmišljajo, da je posameznik posameznik in da ima pravico biti posameznik, da ima pravico kot posameznik, na primer, izražati svoje mnenje. Kaj šele, da ima kot posameznik pravico, da misli, da razmišlja in sploh ne, da ga pri tem nihče ne bi smel ovirati. To ni nekaj, kar je del zgodovine človeštva od nekdaj. Kje pa? Tak način razmišljanja je zopet star nekaj 100 let, nič več. Posameznik torej ima pravico biti posameznik, biti on sam. Ne da bi ga lahko, ali da bi ga celo moral, kdo nagovarjati k čemerkoli. Kar se je zelo, skoraj bi rekel, anarhističen koncept. To je anarhističen koncept, ki je pomemben za tvorjenje občestev, naprimer pa sodobnih držav. Kajti ob tem se seveda mora postaviti vprašanje, kakšni so potem takem v luči povedanega odnosi med državo in takimi posamezniki. Država mora nekaj pričakovati in zahtevati od ljudi, drugače ne more obstajati. Se pravi, je potreben nagovor. Posameznik ne more obstajati, češ da je pač posameznik, da ima pravico, na primer, do razmišljanja, da ga potem ne sme nihče ovirati, pravico do izražanja svojih misli, da ima pravico, da sploh ima pravice in da ne ga pustijo drugi ljudje pri miru ali pa da ga ne pusti država pri miru. Ne gre. Država ne more pustiti posameznikov pri miru, ker potem ne more biti država in posamezniki kot taki, kot goli posamezniki, sploh ne morejo preživeti. Torej, je potrebno razmišljati o razmerjih med, na primer, sodobno državo in posamezniki, ki morajo postati subjekti. Se pravi, morajo postati podložniki nečesa. Ne morejo biti goli posamezniki. Postati morajo subjekti, podložniki. Nekega nagovora, nagovarjanja. Jaz bom poskušal zadevo pripeljati tako daleč, da bo postalo razumljivo, kakšno nenavadno nalogo ima v tej perspektivi država in kako lahko država nagovarja posameznike k nečemu, kar praviloma ni predmet razmišljanja v vsakdanjem življenju. Ljudje v vsakdanjem življenju praviloma ne razmišljajo o tem, da jih država, zastopniki države, ne samo da lahko, ampak da jih v resnici bi morali nagovarjati k svobodnemu delovanju. Praviloma ljudje razmišljajo, da je država bolj ali manj omejujoča. Da država nalaga ljudem davke, nalaga jim celo vrsto omejitev v njihovem delovanju. Včasih celo rečejo, da je kakšna država avtoritarna, da je totalitarna, da se spreminja v zapor, da ljudem ne dovoli, da bi bili dovolj svobodni in tako dalje, in tako dalje. Kar je zagotovo res. Ampak danes, trdim, je potreben vnovičen razmislek o nekem zelo zapletenem in morda
nekoliko paradoksnem odnosu med državo in posamezniki, kajti kapital je že zdavnaj postal tako močan, da si je na mnogih področjih v resnici podredil državo ali pa države. Zato je potreben tudi še enkraten, torej vnovičen razmislek o tem, kako sploh v tej konstelaciji odnosov med kapitalom in državo razumeti državo in njeno vlogo, o kateri bom govoril v nadaljevanju. Pravi, danes se soočamo zelo zapletenimi in zelo aktualnimi, zelo pomembnimi razmerji med posamezniki, njihovimi zgodovinskimi, historičnimi pridobitvami, kot so pravice, recimo, da so posamezniki, da so svobodni, da razmišljajo, da se razvijajo, da so ustvarjalni, kreativni, da delajo in tako dalje, med državo, sodobno državo in kapitalom, ki si skuša podrediti državo, kar je seveda zelo logično, ali pa je vsaj pridobiti na svojo stran, kar je zelo hitro praktično isto. In spet, v tej luči lahko presojamo izjave sodobnih zastopnikov države, naprimer politike, naprimer slovenske. Ok. Začnimo še spet malo v zgodovini in poskušamo razumeti še en koncept, ki ga je razvijal vse svoje življenje, se z njim ukvarjal Michel Foucault. Michel Foucault je v svojih analizah prepoznaval nek zanimiv, vzporedni zgodovinski pojav, ki ni zopet razviden sam po sebi, kar pomeni, da človek potrebuje dobre teoretske koncepte, da bi ga sploh razumel. Ta zgodovinski pojav je izjemno pomemben, zato se bomo najprej ukvarjali z njim. Če bi se znašli v sredini 17. stoletja, naprimer na kraju, kjer je bil takrat tik pred svojo smrtjo René Descartes, ali pa na kraju, kjer je bil takrat, kjer je živel, naprimer Spinoza, potem bi gotovo imeli zelo zanimivo izkušnjo, vsadanjo izkušnjo, kot sta je lahko imela tudi ona dva in seveda marsikdo, ki je takrat živel. Kakšna je ta izkušnja? To je bila izkušnja zgodovinske novosti, izkušnja nečesa zelo novega, zelo svežega, nečesa, kar ni bilo etabliran del kulture ali vsakdanjega življenja. Namreč izkušnja, da se oblast, cerkvena oblast, takrat še izjemno močna, kar sta izkusila oba, in Descartes in Spinoza, da se vendarle počasi umika in da se bo morala dolgoročno umakniti. To je bil vznemirljiv čas, zelo vznemirljiv čas, ki je omogočal razmišljanje, kaj to pomeni za posameznike, za porajajočo individualnost posameznika. Za Descartesa in Spinozo ni bilo samo po sebi umevno, da lahko človek razmišlja, kolikor hoče in o čemer hoče, da lahko o tem govori. To niti približno ni bilo res. Ni bilo res, kaj ti takrat so te lahko zelo hitro zakurali in marsikoga tudi so. Še vedno, sredi 17. stoletja. Ali so pa naredili kaj drugega s teboj, da si umolknil včasih za vedno. Zato je bila izkušnja, pravim, je bila vznemirljiva. Ni bila trivialna, dolgočasna, vsakdanja realnost. Lahko razmišljam, lahko povem svoje mnenje, lahko grem na forum, lahko naredim glih, kar hočem, lahko zmontiram kakršenkoli video, ga dam na YouTube, lahko ga bodo vsi ljudje gledali in tako naprej in tako naprej.
in pravzaprav mi je vse eno, a ima to kakšne učinke, jih nima, a ima kakšne posledice ali ne, a bo kdo o tem kaj rekel, a ne bo nič rekel, a bo to sploh kdo gledal, a ne bo gledal in tako dalje in tako dalje. Izkušnja Spinoze in Descartes recimo je ravno obratna. Da se lahko zelo hitro zgodi, da me vržejo v ječo ne samo zaradi enega stavka, zaradi ene besede. Da lahko celo končam v ječi, tudi če ničesar ne rečem, ker me lahko tja spraviš kar preventivno, da ne bi česa rekel. Da lahko kar domnevajo, kaj bom rekel in že to zadosti, da se me pač znebijo. Moč tistih, ki so takrat lahko to naredili, je bila skoraj neomejena. Tako rekoč je bila neomejena. Mutatis mutandis, danes govorimo o moči kapitalizma. Sodobni kapitalizem je tako rekoč neskončno močan. Je neomejen in veliko vprašanje je, ali ga sploh lahko kaj omeji. Ali ga lahko omejijo ljudje, ali so ga sploh zmožni omejevati, ali so sploh pripravljeni razmišljati, da bi ga omejevali, ali pa ga bodo omejile, naprimer, vremenske katastrofe, ali pa kaj tretjega. V času, ko živita Descartes in Spinoza, se ideja, zamisel o posamezniku in njegovih kapacitetah razvija na izjemno spet vznemirljiv način. Posameznik se lahko sprašuje, kje je recimo meja njegove ekspanzivnosti, njegove kreativnosti, kaj vse lahko naredi. In 17. stoletja je lahko, ne glede na to, kar smo prej rekli, ker moč korporacije se počasi vendarle zmanjšuje in se bo dolgoročno umaknila, je torej optimizem velik. Kaj vse lahko naredim, storim, kaj vse še lahko odkrijemo in tako naprej in tako naprej. Ni nujno, da pri tem razmišljamo, ali ima to lahko kakšne negativne povratne učinke. Razmišljanje je praviloma zelo linearno in kapitalizem to seveda s pridom izkorišča. Razvoj kapitalizma je v mnogih dimenzijah linearen in preprosto sledi logiki vsega še več. In natanko v tej perspektivi se začenja nek sporeden proces, oziroma hrbtna plat pravzaprav istega procesa, ki ga raziskuje Michel Foucault. V času, ko se zdi, da je razvoj posameznika zavezal samo še optimizmu, linearnemu napredovanju na vseh mogočih področjih, Foucault prepoznava rojevanje nečesa, kar imenuje biopolitika. Nečesa, kar je na prvi pogled sprto z zgodovino, z logiko, z empiričnimi okoliščinami, zlasti pa z optimizmom, o katerem govorim. Rojevanje moderne biopolitike namreč pomeni tudi razvijanje cele vrste družbenih procesov, s katerimi poskušajo omejevati tega posameznika, ki se je pravzaprav komaj dobro rodil. Biopolitika je množica bolj ali manj sofisticiranih procesov nadzorovanja tega istega posameznika, ki verjame vse, kar smo povedali do zdaj. Da ima pravico, da lahko razmišlja, da se razvija, da je kreativen, da je ustvarjalen in tako naprej, da predstavlja novega človeka. Nov steber novega, drugačnega občestva, ki se počasi konstituira in se bo čez nekaj časa, recimo v času francoske revolucije oziroma po francoski revoluciji, znašel na polju moderne države. Torej, ta moderni državljan, ki je zagotovo subjekt razsvetljenstva,
v 18. stoletju. Gotovo je subjekt razsvetljenske misli. Gotovo je subjekt nebrzdanega kapitalističnega razvoja. Gotovo je subjekt nove politične filozofije, ki mu daje, oziroma ki v njem prepoznava potencijale, o katerih ljudje, recimo v srednjem veku ali še kasneje v preteklost, ne morejo niti sanjati. Ta isti posameznik je sočasno vse bolj nadzorovan. In ta nadzor imenuje Foucault z izrazom, ki je spet, na prvi pogled se zdi, da je celo malo paradoksen, da bi pravzaprav moral biti v prid ideji razvoja in vsega, kar je dobro, kar naj bi razvoj prinesel, in to je individualiziranje individuuma, individualiziranje posameznika. Zanimiv, izjemno dober filozofski koncept, skozi katerega Foucault prepoznava elemente novega gospodstva nad posamezniki, ki ga imenuje bio-oblast, biopolitična oblast. Zakaj bio? Zato, ker se novi oblastni mehanizmi razvijajo skupaj z zelo razsvetljenskimi koncepti o naravi človeških bitij. Vse bolj postaja jasno, ne sicer z veliko naglico, pa vendarle, da posameznik ni naravno bitje, da ni dan od Boga, da ni danost, kot nekaj, kar preprosto obstaja, kot fizikalni objekt, in da ni nekaj, kar naprimer, znanstveniki zgolj opisujejo. Paradoks individuuma je, da mora vselej šele postati individuum, oziroma posameznik, ki zna misliti lastno identiteto in zna ugotoviti, zna prepoznati, kako je drugačen od drugih posameznikov. Zato se bo v določenem trenutku v zgodovini razvil tudi koncept, oziroma ideja, ki je skoraj trivialna, pa vendar ni, zgodovinsko ni trivialna, namreč, da je vsak človek drugačen od vsakega drugega človeka. Zdi se, da je to trivialno res, ampak v zgodovini človeštva dolgo časa to sploh ne obstaja. Da je posameznik drugačen od vsakega drugega posameznika in da ima pravico biti tak. Seveda nastaja počasi, skozi to optiko biopolitične oblasti, nov spor, nastaja nova vrsta konfliktov med, naprimer, razsvetljenskimi posamezniki in moderno državo. Kot sem že rekel, država mora nagovarjati posameznike. Mora tudi skrbeti zanje. In v luči razvoja kapitalizma država pravzaprav počasi to vlogo izgublja. Danes posameznike, da bi bili posamezniki, veliko bolj nagovarja kapital, kot pa država. Tudi takrat, ko jih nagovarja država, skozi njene usta praviloma govori kapital. Zato je danes tako rekoč povsod na voljo enak žargon. Danes živimo v zelo avtoritarnih časih. Vedno bolj je ta žargon, je vedno bolj poenotenje. In vedno bolj se posamezniku lahko zdi, da je svet eno samo podjetje. In da je posameznik podjetnik, kot so spodobi. V podjetju so podjetniki, so podjetneži, so podjetni ljudje, naprimer. Vprašanje, če so, ampak podjetniki pa zagotovo so. In posamezniku
se lahko vse bolj zdi, da je edina logika sveta ekonomska logika. Da so vse druge, ki so sicer tudi možne, bodi si manj pomembne ali pa sploh niso pomembne. To posameznik lahko prepoznava, lahko čuti, lahko doživlja. Lahko si seveda tudi kaj o tem misli. Govorimo o elementarnih izkušnjah iz vsakdanjega življenja, podobno kot smo prej govorili o izkušnjah, ki sta jih imela, naprimer René Descartes ali pa Benedictus Spinoza. Nazaj k Foucaultu. Individualiziranje posameznikov je progresivno, zato ker domneva, da je posameznik, in o tem Foucault veliko časa govori, da je posameznik sposoben, zmožen, da ima kapacitete oblikovati samega sebe. Ni več danost, zmožen je kreirati samega sebe. Človeško bitje je v tem smislu popoln zgodovinski novum. Česa podobnega še nihče nikoli v preteklosti ni ponudil ljudem. Lahko kreirate sami sebe, lahko se ustvarjate kot posamezniki, imate pravico do tega in v luči, tej zgodovinski luči, celo država, do določene mere, zlasti pa kapital, nagovarjata ljudi k takemu vedenju, k takemu konstruiranju lastnih subjektivnosti, lastnih identitet. Zato je seveda pričakovano, da bo življenje ljudi vse hitrejše. Jasno, dokaj časa verjamete, da je vaša identiteta dana, da je vaša subjektivnost naraven pojav, da je nekaj, kar je pač določeno recimo vnaprej, določeno, ni važno s čim, z naravnimi pojavi, z vašimi geni, ali pa s božjo voljo, ali pa s kakšnimi kozmičnimi energijami, toliko časa življenje ne more teči zelo hitro. Ker če je identiteta dana, potem se ali zelo težko spreminja, ali se pa sploh ne. Zato včasih tudi ljudje zase rečejo, kot v obrambo pred hitrimi spremembami sodobnega sveta, rečejo, jaz sem pač tak in jaz se spremenil ne bom, kar pomeni, da zame v nekem smislu čas ne velja. Ker čas pravzaprav po definiciji pomeni spremembe. Če se ne moram spreminjati, ker je moja identiteta dana, potem lahko živim zelo počasi, ker se tako ali pa tako nič ne more spremeniti. Vsaj, kar zadeva moja subjektivnost. V tej luči seveda že vidimo, zakaj ima Michel Foucault prav, ko trdi, da se skozi 19. in 20. stoletje preprosto mora individualiziranje individuumov, se pravi procesi spreminjanja ljudi v posameznike, se morajo vedno bolj spreminjati, vedno hitrejši morajo biti. Posameznik mora imeti v luči pač teh sprememb, ki jih najprej seveda narekuje kapital, mora imeti izkušnjo, mora imeti občutek, vsaj občutek mora imeti, ni nujno, da ga reflektira, da ga razume, da si ga zna pojasniti, niti ni nujno, da bi to sploh storil. Ampak izkušnja pa mora imeti, ker je zgodovinsko nujna, da njegovo oblikovanje lastne subjektivnosti bodi si nikoli ni dovolj dobro, bodi si je prepočasno, ali pa je premalo produktivno, premalo ujeto v kakšne druge, recimo ideološke nagovore, med katerimi je danes zelo pomemben tisti, ki ljudi nagovarja, naj zdravo živijo. Seveda, na ravni posameznika se ravno tako mora dogajati, ali pa se morajo dogajati notranji spori, notranji konflikti. Posameznik začne spraševati samega sebe, kaj je z njim narobe, če se ne spreminja dovolj hitro, če ni dovolj produktiven, če ni dovolj vse, kot sem prej rekel. Mora se začeti spraševati. Mora doživljati notranjo razklanost. Zlasti pa, čisto naivno rečeno in naivno spraševanje v tem smislu je zelo dobro. Zlasti pa se naivno
lahko, ni nujno, lahko sprašuje, zakaj bi tako moral živeti. Naivno vprašanje danes v zaostreni obliki je, kaj imam od tega, da se nenehno poskušam spreminjati. Da nenehno poskušam slediti novim pozivom, novim nagovorom, kako naj živim. 50 let nazaj, prej sem rekel, da bomo spregovorili o tem, kako se spremeni koncept ideološkega nagovarjanja od Altiserja do Etiena Balibarija. 50 let nazaj ima ta posameznik pogosto izkušnjo, da obstajajo ali pa da se mu ponujajo skozi ideološke nagovore velike zgodbe sveta. Velike zgodbe sveta, recimo, če se kar ustavimo ob takem dogodku, ki reprezentira mnoge druge dogodke, kot je pariški maj 68, taki dogodki v strogem pomenu besede, kot bi rekel Alain Badiou, so epohalni. So epohalni in omogočajo posameznikom, ki se odzovajo, ki torej dogodek prepoznajo kot dogodek, razmislek o velikih temah sveta. Kaj je, na primer, pred 50 leti velika tema sveta? Velika tema sveta je komunizem. Velika tema. Pa, če hočete, veliko vprašanje. Ali je Pariz 68, ali so upori takratne generacije zlasti mladih ljudi, nekaj, kar je zgolj naključje, pač posebnost mladih upornikov, ki bo minila, tako kot mine, ne vem, pomladni sneg, ali pa je to kaj drugega. Maja 68 je veliko vprašanje, zakaj se mladi ljudje upirajo in zlasti čemu se upirajo. Številni od njih so študenti, številni od njih prihajajo iz dobro situiranih družin srednjega sloja, ne vsi, številni pač. In to vprašanje je vznemirljivo, maja 68. Čemu se upirajo? Zakaj bi se sploh upirali? Komu se upirajo? Ali pa, v luči tistega znamenitega nagovora, Lacanovega nagovora študentom, se pojavlja vprašanje, kaj hočete? Kaj bi radi? Kdor se je takrat odzval na dogodek, je historičen, je lahko razmišljal o teh temah. Kdor se ni, je seveda, tako kot pravi tudi Alain Badiou, je doživljal ta dogodek, recimo maj 68, kot nepotrebno, nesmiselno, bolj ali manj kaotično družbeno dogajanje, za katerega bi bilo najbolje, da čim hitreje ne. Da se mladi nehajo upirati in pač, da gre življenje nazaj v stare kolesnice. Ampak v istem času Althusser prepoznava neko razsežnost, neko pomembno razsežnost ideološke interpelacije, ki je kot nagovor najprej seveda subjektivacija. Subjektivacija pomeni podrejanje. Nekaj sprejmem, z čim se strinjam, nekaj vzamem nase in poskušam živeti pač, recimo, simbolni mandat. In to je naporno početje in to je zahtevno početje, zato je spet veliko vprašanje, koliko ljudi se takim nagovorom sploh odzove, oziroma se lahko odzove, koliko ljudi se je pripravljenih odzvati, ker je v nekem smislu bolj enostavno in lažje ne odzvati se. Preprosto ne početi nič, reči, pustite me pri miru, da živim svoje življenje še naprej, tako kot sem ga doživel do zdaj, ker sem z njim čisto zadovoljen. To
vprašanje vedno aktualno, ker je lažje, je bolj enostavno narediti. To, kar pa prepoznava Althusser, je pa nekaj drugega. Namreč, kot sem že poudaril, prvič, ideološki nagovor je nujno potreben. Da bi se posameznik konstituiral kot subjekt, da bi sploh lahko govorili o subjektivnosti in tako dalje, tako dalje. Je potreben, torej na neki ničti ravni, neki začetni ravni, ne moramo govoriti o tem, da se posamezniki ne bi odzvali, ker niti se oni konstituirajo kot subjekti, niti država ne more delovati. Jih potrebuje kot svoje vrstne podložnike, kot svoje vrstne, poudarjam še enkrat, ker te oblike subjektivnosti, kot sem že rekel čisto na začetku, niso vsele enake, ker in se morajo spreminjati. Hkrati je pa natanko ideološki nagovor tisti vzvod, ki posameznikom omogoča tudi uporništvo oziroma pripovedovanje drugačnih zgodb. Zato ima ideološka interpelacija dve razsežnosti, nima samo ene. Zelo pomembno in tudi Althusserjev poudarek, s čimer se je strinjal tudi Michel Foucault, da o ideološki interpelaciji lahko govorimo samo, če so ljudje svobodni. Ne morete nagovarjati recimo živali. Svoboda pomeni možnost, da se človek odloči na en način ali pa na drugi način. To je minimalni dispozitiv svobode. In subjekt ima zato dve razsežnosti. Subjekt je podložnik, ker se mora odločiti za nek nagovor, prej ali slej, da bi sploh postal subjekt. Po drugi strani pa ima možnost, da ta nagovor tudi zavrne oziroma da ponudi drugačnega. Da ponudi novo zgodbo, da ustvari novo zgodbo. Sebi, seveda, drugim ljudem. Zato se znotraj družbenega polja nujno se rojevajo različne zgodbe, različni tipi subjektivacije. Ljudje pripovedujejo sami sebi in drugim ljudem, drugemu, različne zgodbe, kako živeti skupaj, kako bi bilo mogoče živeti skupaj. In v tem je že zametek kontrarevolucije, če lahko tako rečem, ki sledi po letu 68, kmalu po letu 68 v obliki neoliberalizma. Neoliberalizem je v tej zgodbi, v tej perspektivi, o kateri govorim, odgovor na to temeljno človekovo zmožnost, da zavrne, na primer, en nagovor in ponudi drugega, drugačnega. In paradoks neoliberalizma je, da bolj ko poudarja različnost ljudi, bolj so ti ljudje enaki. Ker so vse bolj podrejeni istemu žargonu, istemu načinu nagovarjanja. Ta isti način ima sicer na videz neskončno oblik, pa vendar je en sam. Kot sem že prej omenil, posamezniku se danes, 50 let pozneje, zato spontano zdi. Govorimo o tem, kaj se mu zdi. Ne govorim o tem, da je to nujno res, da je to objektivno res. Govorim, kaj se mu spontano, samoniklo zdi. Da je torej, svet vse bolj eno samo podjetje in da je podjetniški žargon, ekonomistični žargon, kapitalistični žargon, pravzaprav edini pravi žargon. Seveda obstajajo tudi drugi. Sodobni kapitalizem je tako močan, kot sem rekel, da z lahkoto tolerira ogromno različnih zgodb. In celo pravzaprav paradoksno
poudarja, da imajo ljudje pravico, da različne zgodbe in tako naprej, pa vendar ni čisto tako. Vedno bolj se zdi in vedno bolj tako tudi bo, da je sicer vsaka zgodba možna, če ima isti skupni imenovalec. In to je, na primer, profitabilnost. Danes ne govorimo o preprostih oblikah nadzorovanja ljudi, danes vas kapital, ali pa zastopniki kapitala nagovarjajo in rečejo, sej, vi lahko preživite v kapitalizmu tudi kot pesniki. Ni treba, da so vsi podjetniki, bankirji, politiki, ekonomisti, menedžerji, vse lahko preživite tudi pesniki. Če ste sposobni pisati take pesmi, da bodo profitabilne. Ni problem. Na svobodnem trgu ste lahko karkoli, dokler časa je vaša dejavnost profitabilna. Ker je to dobro seveda za vas, ker če ne bo vaša dejavnost profitabilna, ne boste preživeli. V tem je cinizem sodobnega nagovarjanja. Lahko ste karkoli, lahko počnete karkoli, zato si danes kapital lahko dovoli ideološke nagovore, ki pogosto izhajajo iz najbolj svetlih tradicij humanistične misli. Danes vas sam kapital nagovarja v smislu, ne vem, človek je umetniški izdelek, človek je intrinzično kreativno bitje, ki ustvarja samega sebe, ki dizajnira samega sebe, ki ne samo, da se dizajnira, ampak se lahko kadarkoli tudi spontano in svobodno redizajnira. Danes lahko ustvarite sebe kot karkoli. Lahko svobodno ustvarjate najrazličnejše identitete, dokler je vaše početje profitabilno. Če pa ni profitabilno, v končni fazi tudi ni nič narobe. Sicer boste malo težko živeli, ampak z vidika kapitala ne samo, da to ni nič narobe. Cinizem sodobnega kapitala je, da se usporedno z temi velikimi zgodbami o človeških subjektivnostih, človeška eksistenca je eno samo dolgo revolucionarno početje s končnim ciljem, da bi človek realiziral vse svoje potencijale in tako naprej. Če danes poslušate najbolj eminentne zastopnike kapitala, je vaša izkušnja, da govorijo zelo podobno, kot so recimo pred 40 leti, 50 leti govorili psihologi, psihoterapeuti, filozofi, antropologi in tako dalje, ki so razvijali revolucionarne ideje, dobre koncepte, vrhunske koncepte o razvoju recimo človekove osebnosti, človekove subjektivnosti. Če berete Marcusejevo knjigo Enodimenzionalni človek, ali pa recimo knjige ameriških humanističnih psihologov, recimo Karen Horneyjeve ali pa Carla Rogersa in tako dalje, potem z lahkoto prepoznate, da sodobni korporativisti tako rekoč verbatim citirajo te najbolj razsvetljenske, revolucionarne, humanistične ideje, samo da so jih zapakirali v logiko profitabilnosti. Sam še to. To, kar je bilo pred 50 leti v času Altiserija in ko je bil Balibar njegov učenec, dejansko napredno in revolucionarno in uporniško in se je takratni generaciji mladih ljudi zdelo, da bi lahko ustvarjali nov svet z drugačnimi odnosi med ljudmi. Drugačnimi pomeni zlasti takimi, ki ne bi bili tako komercializirani, kot so že bili. Spomnite se, da v istem času Guy Debord napiše revolucionarno knjigo o družbi spektaklu. Se pravi, revolucionarne ideje, ki predstavljajo izjemno dobro zgodovinsko, kulturno, civilizacijsko izhodišče,
za drugačne oblike občestvenega življenja, kot so tisti, ki so bili recimo leta 50, 55, 60 in tako naprej v najbolj bogatih, seveda zahodnih državah, etablirani. Te ideje se v naslednjih 50 letih počasi vključijo, oziroma jih kapital vključi v svoje oblike nagovarjanja ljudi. Danes vas kapital nagovarja kot osebnosti, kot spoštovanja vredne individume, tiste individume, ki so se recimo v času, ko sta živela Descartes in Spinoza, šele trepetaje postavljali na noge in bile ves čas v stiski oziroma pod stresom, kdaj me lahko zakurijo zaradi tega, ker sem posameznik, ki zna misliti po svoje, ki je kreativno bitje, ki lahko štrli iz pač danih okvirov. In kako ta kapital danes deluje, si bomo gledali v nadaljevanju. Prosim. Ja, če dovolite samo eno vprašanje. Mislim, da mene pa zanima, vaše videnje, kako bi ta neoliberalna logika delovala v preostalih dveh oblikah družbene ekonomike, kot so poznali stari Grki, to pomeni v tiraniji pa aristokraciji. Demokracijo imamo, vemo, demokratične države, monarhije imamo, recimo aristokracija, oligarhija, pa recimo tiranija z slabim pa z dobrim prizvokom. Ja, taka logika v takem okolju preprosto ne more delovati. Pogoj, da taka logika, neoliberalna logika deluje je, mislim, da sem o tem že večkrat spregovoril, pogoj je razgradnja občestvenega življenja, ki je taka, da lahko Margaret Thatcher reče, družba ne obstaja. Pogoj sodobnega neoliberalističnega nagovarjanja posameznika je, da v nekem smislu družba ne obstaja več. Da država, nacionalna država recimo, v glavnem nima več nobene funkcije ali pa ima tiste, ki jih neposredno podpira kapital. Zato danes ameriški predsednik ne more postati človek, ki v predsedniški kampanji ne more zbrati, na primer, s čimer se je Barack Obama tudi hvalil, $1 milijarde. Če ta pogoj ni izpolnjen, v času starih Grkov preprosto ni izpolnjen, se, če zdaj povem čisto naivno, ampak mislim, da je to tudi zelo dobro, dogaja, če bi se recimo pojavila Margaret Thatcher v času, ko Sokrat na atenskih ulicah razvija svoje filozofske misli, bi to ubogo gospo preprosto pospremili na ta prvo smetišče. Sploh je nihče ne bi hotel slišati. Njen nagovor v tisti družbi, zaprti, blokirani, močno stratificirani in tako dalje, kratko malo lahko zveni samo kot žblj, kot nekaj, česar ljudje zares, dobesedno ne razumejo, o čem ona govori. In ker jim gre to malo na živce, reče gospa, tamle, pejte, zunaj obzidja, tle vzmočemo v naši politeji. Potem želite reči, da je Aristotel že pred 2500 leti vedel, v katero smer bo šla demokracija, ki je rekel, Bog ne da, da bi vladala sodraga. Vedel, ja. Vedel, strogo vzeto glih ni, ker razen če ne verjam, ampak v nekem smislu, to moramo zelo natančno tudi opredeliti, v nekem smislu, pa ja, v nekem smislu. In bomo zdaj počasi prešli k temu, v katerem smislu. To, kar bom zdaj povedal v nadaljevanju, je svojevrstna podkrepitev tega, kar ste rekli, oziroma tega, kar pravi Aristotel. Torej, počakajte do konca, pa mislim, da bo razvidno, zakaj gre. Ker imate prav, s tem se popolnoma strinjam, če ste hoteli reči, torej v 70-ih letih, konec 70-ih let, neoliberalizem pomeni ne samo kontrarevolucijo, ampak z njim se začne dokončna razgradnja ne samo moderne države
začne se tudi razgradnja subjektov, subjektivacij, ki je taka, da se, zato tudi tak moj podnaslov, ti subjekti vse bolj spreminjajo v posameznike. Če Althusser, schematično rečeno, poskuša razmišljati, kako se goli posameznik konstituira kot subjekt, ki se kratko malo mora, da bi imel občutek o sebi, svoje subjektivnosti, svoje osebnosti in tako dalje. Zato Althusser govori o subjektu, podložniku, se z neoliberalizmom začne popolnoma nasproten način nagovarjanja ljudi in sicer naj se iz subjektov spreminjajo v gole posameznike. Kaj to pomeni? Kako to lahko ponazorimo v vsakdanjem življenju? Jaz verjamem, da vsakdo od vas ve, zdaj bom govoril malo naivno, ampak samo malo, zato da bo bolj nazorno. Vsakdo od vas ve, da je danes v tem okolju, v katerem živite, skoraj, pravim skoraj, ne trdim absolutno, skoraj, lahko predmet, čisto posameznikovega, intimnega, notranjega razmisleka, tale tema. Torej, trdim, da je v tem specifičnem neoliberalnem okolju lahko zelo resna tema tole intimno posameznikovo spraševanje. Ali se mi splača, namenoma uporabljam ta besednjak, ali se mi splača biti pošten? Namenoma uporabljam besedo splača. A je to koristno zame? Ali pa, če majčkeno zaostrim, ali je to lahko meni v škodo? Če sem pošten. Govorim natanko v luči tega, s čimer nas domnevno nagovarja ministrski predsednik, samo on tega ne misli resno, kar je meni popolnoma jasno. Se pravi, potrebujemo vrednote, več samozavesti, notranjega pogoja, saj veste. Ok. Vzemite zares katerokoli izjavo, katerokoli besedo iz tega registra in se prepričajte, kaj to pomeni. Zdaj provociram, namenoma, ampak majčkeno dramatiziram, samo malo. Poskusite biti od jutri zjutraj. Čerar je rekel, vrednote, to je pomembno, poštenje se vede, tega se primankuje, pokradili so nam državo, veliko je lopovov, poštenje je redka vrednota danes, nič. Jaz bom prispeval k lepšemu svetu, k oni lučki na koncu tunela in bla, bla, bla. Tako, da bomo od danes, od zjutraj 20. januarja, od 8. naprej, pošten, kreposten, pokončen in ker je še podobnih izrazov, ki grejo skupaj, pa mi povejte ob 12. kako se vam je išlo. Ali pa sami sebi povejte. To je provokacija, seveda, sem že 3-krat rekel, da je. Ampak če dobro premislite, živimo v totalno obskurnih časih. Ko ima marsikdo, čist intimno, pač to vem, se tudi vi veste, ker se pogovarjali ljudje med seboj, rečejo, pismo, če dobro premislim, danes se zdi, zelo natančno govorim, danes se zdi, kot da je boljš biti baraba, kot pa biti pošten. Ni nujno, da je tako, še enkrat pravim, ampak včasih se ti zdi, kot da je to res. Zato seveda, nismo naivni, tudi ni naključje, da ravno politiki govorijo o vrednotah in tako naprej. O teh temah govorijo filozofi, humanistični avtori, družboslovni raziskovalci, odkar svet stoji. In zdaj se zdi, kot da so politiki včeraj vzeli to temo, wow, a veste, kaj smo včeraj odkrili? Vrednote obstajajo, pa še nekaj drugega smo spoznali, dragi državljani, to, da veste, da note mislili, da ni tako. Vam moram povedati, da je teh vrednot čist premalo.
In državljani tako lahko samo čudno gledajo in reče, ok, kaj nam zdaj takšno govori? Saj to mi že od nekdaj vemo. Saj naši starši so vedeli, v tej luči smo bili vzgojeni, bla, bla, bla. Ampak onkraj preproste zabave so na delu v resnici izjemno dramatična dejstva. Če zdaj najprej povzamem še, pa bomo pogledali, kaj o tem pravi Balibar. Pa pogledati bomo, koliko je ura. Da vedemo, kdaj še imamo. Spreminjanje subjekta, se pravi človeka, ki je pripravljen potem, ko recimo sprejme nagovor, vztrajati, biti zvest in tisto, za kar se je zavzel, tudi živeti. Nekaj časa, vsaj nekaj časa. Že strukturno je v neoliberalnem svetu, ki se izjemno hitro spreminja, to težje, to držo, težje vzdrževati, kot recimo 50 let nazaj. Biti zvest na različnih področjih življenja, vse zadnje tudi v medčloveških odnosih, partnerskih odnosih in tako dalje, biti zvest je danes strukturno težje kot pred 50 leti. Ne samo, ker se pač svet hitreje spreminja in tako dalje, ampak tudi zato, ker če ste nečemu zvesti, se nečesa držite, recimo neke vrednote, se vam zelo hitro lahko zgodi, da vas bodo ljudje gledali kot ne vem, nekoga iz preteklosti, kot da ste prišli iz naftaline, iz nekega čudnega prejšnjega sveta. Zakaj se pa ti ne obnašaš tako kot vsi drugi? Pa rečete, ja, veste, pač meni je pa blizu zvestoba določenim vrednotam, obstajajo nekateri principi v življenju, od katerih, pa recimo, da so dobri, da bomo zdaj za primer kakšnega Hitlerja, on tudi ni odstopil od enih principov, vsi pa, da so etični, pa moralni. Od njih ne želim odstopiti, pač tako sem se. Danes je konzervativna drža, če povzamem to pripoved, konzervativna drža zelo hitro sporna, tudi med ljudmi. In vam to tudi dajo vedeti. Zakaj vam dajo vedeti? Zato, ker je premik od subjekta k posamezniku. Najbolj preprosto rečeno tale. Od tega golega posameznika, kapital, ker naše življenja narekuje kapital, to nam je najbrž povsem jasno. Kapital od tega posameznika ne pričakuje, ne vem, tem je tudi nekaj paradoksnega, ampak ne pričakuje velikih zgodb, zvestobe. Če že pričakuje kakšno zvestobo, je to una kartica zvestobe, ki pa pomeni kaj? To samo pomeni, da pripadate eni korporaciji. To je bizarnost, sodobnega razmišljanja o tej veliki, humanistični temi, če hočete, biti zvest nečemu. Korporacija reče, ja, koliko imamo zvestih, cel kup, 100,000. Banke tudi, ja, oni so zvesti, naši zvesti. Danes se torej, kot sem rekel, če pogledate, to so zanimive analize, cel posamezne izraze, vrhunske izraze, vrednote, principi in tako dalje, ki imajo močno eksistencialno vrednost. Vidite, kako jih korporacije srkajo vase. Danes ste zvesti banki, kako pri Boga ste pa lahko banki zvesti? A ni od nekdaj veljalo, da ste zvesti drugemu človeku, da ste zvesti enemu principu, etičnemu imperativu, morali, 10 zapovedim, whatever. Danes ste zvesti banki, zavarovalnici, korporat, trgovini. Ker je seveda v temelju sprto samim pomenom besede zvestoba. Saj vi niste ničesar naredili, da bi bili zvesti. Vi samo kartico podpišete in potem se vam zdi, da morate hoditi tja, ker če jo že imam, jo bom še malo unovčil, ker pa imam akcijo in imam, 5 evrov sem prehranil v celem letu, ampak je takega. Na takem prostem primeru vidimo, kako se reducira bogatstvo idej, za katere so se ljudje prizadevali stoletja, razsvetljenska ideja, humanistični ideali in tako dalje, v hipu, tako rekoč v hipu, v nekaj desetletjih,
so se zreducirali na nekaj nagravžnega pravzaprav. Nekaj, kar v resnici nima nobene vsebine več. To, da ste vi zvesti banki, pravzaprav ne pomeni nič. Pomeni zgolj, da ono kartico Bresovo imate v žepu. Ampak ravno v tem je danes temeljna zahteva sodobnih neoliberalnih nagovorov. Posameznik ne sme imeti vsebine. Zakaj? Zato, ker je to najbolj prikladno za kapital. Če je človek brez vsebine, se pravi, ne drži se principov, vrednot, morale, ni zvest ne vem čemu, bolj ko je prazen, bolje kot se reče, še ena beseda, ki jo zelo radi uporabljajo bankirji, politiki, tako naprej, temu se reče fleksibilnost. Fleksibilnost pravzaprav nič drugega kot elastika, ki jo lahko nategnete glih, kakor čte. Bolj ko je posameznik tako fleksibilen, bolj lahko z njim delate, kar hočete. Ker posameznik, ki je zvest, naprimer, nekemu principu, enim 10 zapovedi, ni važno, je tudi kaj. Biti zvest nečem, biti zvest nekemu principu, pomeni tudi znati ali pa hoteti se upirati. Upirati se vsemu tistemu, kar vas skuša prepričati, da bi odstopili. In to je seveda smrtno nevarno za kapital. Če bi bili ljudje dejansko danes, spet bo dal eno naivno vzporednico, mogoče sem jo že kdaj dal, ampak sem vse, ker je dobra. Če bi se naši stari starši, ki smo dovolj stari, so bili orientom okrog leta 1900, če bi se zdaj znašli v Ljubljani, oni bi že s tem, ko bi bili, zgolj ko bi bili, veste, naredili revolucijo. Nobenih pušk ne bi bilo, nobenih krvavih pohodov po cesti, nobenih demonstracij tam pred parlamentom. A veste, zakaj bi naredili revolucijo? Ker bi se jim zdeli totalno debilno, da mora biti zvest banki, pa zavarovalnici, da mora vsak dan v trgovino. Še eno naivno, to poznamo iz mladosti. Ko sem jaz hodil kot otrok v trgovino, je bilo vsega tistega, kar sem prinesel domov, tolkle. In imeli smo, mama mi je dala, mi smo temu rekli mreža, bila je neka mrežasta zadeva, ni bilo plastičnih vrečk, ne? In tisto mrežo si vzel vedno znova, nisi vsakič novo kupil, ne? Bila ena za... Dokler sem iztrgal. In si šel v trgovino in si kupil tok. In si prinesel tok domov. Tako je. Tu če je bilo veliko stegala, ampak več kot tok ni mogla biti. Danes greste v trgovino in kupite tolkle. Voziček, tornjak, rapte, šlepe na to. In seveda, mojster Ata preprosto, I refuse, bi rekel, ne bom. Zakaj bi bilo pa to treba? Ja, veš, zato, ker fleksibilnost, tu na sodobne oblike subjektivnosti, pa malo rutarja poslušal. Rekel, da bom. On bi rekel, dol mi visi. In mene puške ne bi bilo, nobenih krvavih nožev, nobenih nemirov na cesti, in kapital bi se ustavil v minuti. Preprosto bi se ustavil. Ja, pa je treba, Keynes je rekel, veste, potrošnji so dement, treba je kupovati vse une izdelke, ki smo jih izdelali, in bi rekel, ja, zakaj? Dajte mi en dober razlog, zakaj? In bi se upiral, ne bi preprosto hotel. Se pravi, z klasičnim pojmovanjem ideološke interpelacije in subjekta gre zraven tudi uporništvo, ki ni nujno, seveda, maj 68, gremo na ceste, zavzamemo fakultete, ni nujno, lahko je tudi tako, seveda. Uporništvo je že imanentno sami logiki subjekta. Logiki posameznika pa ne. On, ta posameznik, je strukturno vzeto, ne glede to, kaj on čuti, pa kaj on misli. On je strukturno vzeto cinik, kar pomeni, nobene stvari ne vzame zares. Karkoli se zgodi, vzame z neko cinično, preračunljivo distanco. A se mi splačal, a ne, aha, tole bi, mogoče tudi ne bi, in tako dalje. Zapravi, življenje tega posameznika, tega izvotljenega, praznega posameznika, je pravzaprav v nekem smislu
ravna črta. Njegova subjektivacija je pravzaprav ravna črta, ki pomeni bolj ali manj enako cinično distanco do česarkoli. Taka je tudi narava, če lahko rečem, sodobnega ideološkega interpeliranja. Zakaj mora biti sodobno ideološko interpeliranje, govarjanje ljudi vedno bolj spektakularno? Ja, zato, ker tega posameznika pravzaprav tako rekoč ne gane čisto nič več. Gane ga še kakšen spektakel, ampak mora biti res mega spektakel. Gane ga mogoče kakšno dogajanje, kot je bilo zdaj v Parizu, ki lahko z varne razdalje gledaš, ne vem, 9-11 recimo, ampak gane ga za koliko časa? Za 2 uri. Za 14 dni. Potem ga niti to pravzaprav več ne gane. Posameznik, strogo vzeto, teoretsko vzeto, je oblika subjektivnosti, ki je paradoksna. Zakaj? Ker je brez oblike. Je brezoblična. To je oblika subjektivnosti, ki lahko prevzame, kadar hočete, katerokoli subjektivnost. Se pravi, katerokoli obliko lahko dobi. Hitreje, ko je zmožna prevzemati nove oblike, bolje je. Zato je nujno, da je danes ideološki nagovor tak, da nas priganja. Priganja, da čim hitreje nekaj naredimo in da pri tem čim manj mislimo. Ta posameznik, ki se nam danes ponuja kot univerzalna oblika subjektivnosti, je ravno nasprotje tega, za kar so se prizadevali filozofi, avtorji in tako naprej stoletja dolgo, kar je bil veliki dosežek, civilizacijski dosežek, kot sem prej rekel, 17. stoletja, 18. stoletja, 19. stoletja, tudi še. V 20. stoletju se v bistvu počasi seveda, razgrajuje ta tip. Če je leta 1950 Adorno in sodelavci še govorijo o avtoritarni osebnosti in ne pišejo knjigo, ne raziskujejo, je leta 1968 še mogoče govoriti o ideološki interpelaciji, kot to počne Althusser, leta 2015 definitivno nič več. In zdaj, da še samo citiram Balibarja, ker je res njegov razmislek vreden tega, oziroma je tako dober, da je brez veze, da ga jaz poskušam komentirati, ker je njegov preprosto boljši. V čem je, in to bo aktualno vprašanje, se je že zdaj, koliko se ga ljudje sploh zavedajo, vedno bolj aktualno bo. V čem je paradoksna narava odnosa moderne države do tega subjekta, o katerem smo govorili in o katerem še lahko govorimo pogojno, recimo do Althusserja, potem pa vedno manj, danes pa tako rekoč ne več. V čem je torej paradoksna narava? Balibar pravi takole, to je res vredno prisluhniti. Najprej gotovo poznate zgodbo o, in še je maj 68 spet dober primer tega, zgodbo o konfliktnih odnosih med civilno družbo in državo. Civilna družba je praviloma izraz za posameznike, ki se spontano organizirajo, če mislijo, da so jim pravice kratene, in se kot civilna družba, tega žargona je danes veliko, naprimer postavijo po robu tudi državi in tako dalje. Balibar, v redu, tako razmišlja je čisto v redu. Balibar razmišlja še o nasprotnem in reče, ok, prav, civilna družba ima to pravico, seveda, ni problema, to je sodoben dosežek razsvetljenske misli, francoske revolucije in tako dalje, in tako dalje. Prav, kaj pa država? Ali se ima država pravico vtikati v civilno družbo? Spontani odgovor mnogih ljudi bi verjetno bil nikakor ne. Civilna družba je sfera svobodnega življenja državljanov. Ni čisto tako. Balibar pravi, ima. Država se ima pravico vtikati v civilno družbo. Pazite zdaj, to, kar pa zdaj sledi, je pa, mislim, to pa res gate trga in to bo izjemno, poudarjam, izjemno dobro, da to na kameri, da bo
ohranjeno na netu, na YouTubeu, ne vem, kje že se bo. Bo vedno bolj aktualno. Če bojo čez 10 milijonov kakšni antropologi iskali ostanke naše civilizacije, upam, da bojo najdel tale posnetek. če lahko to caj preživijo. Ok, pazite zdaj. Pravi, ne samo, da država lahko posega v civilno družbo, ampak mora. Zakaj? Zveni to, kar bom zdaj povedal, čist čuden. Prav v nasprotju sami seboj, ampak treba je to dobro razmisliti. Država mora intervenirati v civilno družbo vsakič, ko je ogrožena svoboda posameznikov. To je čisto nasprotju z vsem, o čemer ste najbrž do zdaj razmišljali. Ne, država je tista, ki krati svobodo posameznikom, zato se civilna družba mora upirati, da bi bili posamezniki. To je ena plat zgodbe, ampak ta je boljša. Država torej mora, da bi kot gospodar, kaj ti? In to je pa nekaj, s čimer bi, in se bomo morali, če bomo sploh hoteli preživeti, upirati neoliberalnemu kapitalu. Namreč, država je tista, ki mora intervenirati v civilno družbo, ko je ogrožena svoboda posameznikov. V luči tega, kar sem danes govoril, je popolnoma jasno, kdaj je ogrožena. Ko se iz subjektov spreminjajo v posameznike. Ti posamezniki so popolnoma na razpolago kapitalu. Po domače povedano, to so goli potrošniki, ki delajo, kar kapital reče. Prek seveda propagande, oglasov, PR-ovcev in tako dalje, ali se kapital ne govori, to je jasno. Ali je v tem smislu še mogoče govoriti o njihovi svobodi? Seveda ne. Čeprav paradoksno, kapital govori ravno o svobodi. Svobodni ste, da izbirate med 100 vrstami jogurtov v trgovini. Mislim, kakšna svoboda pa to je? Ampak, ljudje to slišijo, poslušajo iz dneva v dan in verjamem, da mnogi verjamajo, da je to res svoboda. Kako smo mi svobodni, dobro, da imamo kapital, lej, fajn, kako se je razvil in tako dalje. Ni tako. Zato ima država dolžnost, kajti država, njena naloga, to je razsvetljenska naloga moderne države od francoske revolucije naprej, je tista, ki je dolžna skrbeti, in tem je en paradoks, za svobodo lastnih državljanov. Kajti brez svobodnih državljanov ni moderne države. Zato jo seveda kapital, manj ko država upravlja to nalogo, lažje jo nadzoruje in razgrajuje. Zato sodobne države, vključno z Ameriko, vse bolj delujejo po diktatu kapitala. Da vem, koliko to veste, korporacije danes, marsikje, veste, ko se ali pa pridušajo, recimo znajo se slovenski politiki, premalo tujega kapitala, premalo smo odprti, moramo bolj, ne vem, koga vse vrata odpreti. Ja, samo veste, kako kapital pride? Sam zgodba, ampak niso toliko pošteni, da bi to povedal. Kapital pride in reče, draga država, tole so pravila, najprej boste spremenili ustavo, pa tole, pa tole, pa tole, pa tole, da bomo mi dovolj profitov pobrali. A je prav? In država reče, ok, sam pridite. In tako tudi je, samo daleč od oči državljanov, seveda. In potem kar naenkrat, odkot pa ti zakoni? Ja, parlament jih je sprejel. Ja, sej, odkot? Po diktatu kapitala. Profitne stopnje se določajo. Če ne bo toliko profita za nas, pa ne bomo prišli, boš pa v Mačarsko. Ali pa v Indijo, Koromandijo, ali pa ne vem, na Mars. Vse. Kapital je neoseben. Po notranji naravi. Kapital se ne meni za posameznike. Posamezniki so za kapital pomembni zgolj, če mu prinašajo profit in zgolj, če mu prinašajo profit. Vse ostalo so pravljice. O etiki kapitala, o novih oblikah solidarnosti in kapital skrbi za dobrobit in tako naprej. Ni res, kapital skrbi zase. Seveda, če ob tem še celo kaj pade, kot se reče, z bogatinove mize revežem, ja, jim celo pade, ja? Da imajo celo od tega lahko kakšno imajo. Ampak nimajo je zato, ker je kapital rekel,
wow, bi pa jaz nekaj naredil za une ljudi, da bodo lažje živeli in tako naprej. Kapital tega ne reče po definiciji. Okay? Zato ima naloga, torej to država ima to nalogo. In pazi, še to, ne, s tem zaključimo, to je res dobro. Kako? Pazi, ne, to so nore zadeve. Ne, tem ne govorim. Kako to država naredi? Da poseže v civilno družbo, ker mora. Kako to naredi? Balibar predlaga dva načina. Prva je s pomočjo različnih emancipatoričnih politik. Prosim. Država poskrbi za emancipatorične politike in z njimi ali prek njih nagovarja državljane. Ne, posamezniki se morajo emancipirati, se morajo boriti, ne vem, združevati v lokalne skupnosti, komune, zadruge in ne vem kaj, da bi bili emancipirani in tako naprej. Še to lahko počnejo, gotovo. Država pa mora to početi. Moderna država to mora, bi morala, ja. To je veliko. Ja, sej. Kaj pa razna društva, zavodi? Tudi. Zdaj govorimo o državi. To je ena naloga. Prva oblika, kako država to počne. Druga država pa je, zdaj se mi že cafla, moram nehati, ne. Že jezik več ne voda. Ne bom šel, vse prav, fajn, super, bravo. Možgani hitreje mislijo, ker jezik je mišica, ne, in se ne more to hit premikati, ok, ampak vse bomo. In druga oblika, ne, kako država to naredi, je mater. Ne. Socialna, ko se to govori o socialni državi pri nas, ne. To mora poslušati, ne. Upam, da jo poslušali, da boste gledali jutr. Jaz predlagam, da tale posnetek date jutr gor, ali v parlament ga morajo vsi gledati, preden se začne seja, vsi obvezno morajo tale posnetek videti. Boste dali? Ja, upam, da bojo dali. Ali pa mora biti gor ob 7 na mizdnevniku. Ok, kaj torej? Pazi, s pomočjo socialne promocije, se pravi socialnih projektov, ravno to, kar se danes klesti, s pomočjo socialnih projektov, ki povečujejo to, kar imenuje Balibar, politične kapacitete državljanov. Politične kapacitete pa pomenijo, da se posamezniki začenjajo spreminjati iz golih potrošnikov, ki so najboljši za širjenje kapitala, v politične subjekte. To so pa bitja, to so živa bitja, ki pravijo same sebi, naprimer, to je veliki spet dosežek razsvetljenske misli 18. stoletja, da so posamezniki začeli razmišljati, smisel mojega življenja ni samo to, da sem potrošnik, da hodim v trgovino, da, ne vem, pridno delam to, kar mi kapital ponuja, ne, da se dizajniram, redizajniram. Vse to lahko počnemo. Jaz nisem proti temu. Vse to lahko počnemo. Ampak smisel življenja ni samo to. Veliko več smisla utegne biti v prepoznanju, da smo politična bitja. Kaj pa pomeni prepoznati? In tukaj se pa zdaj vračam ali pa ne navezujem na Aristotelovo politiko in njegovo razmišljanje o takrat, seveda v državi. Kaj to pomeni biti politično bitje, zoon politikon, kot bi rekel natanko Aristotel? Najprej pomeni zavedati se, da nisem zgolj goli posameznik, ampak sem družbeno bitje. Da ne živim zgolj sam svojega življenja, v nekem smislu ga, ampak da ga vselej že živim skupaj z drugimi ljudmi. In da sem ipso facto odgovoren ne sam samemu sebi, ampak tudi drugim ljudem in drugi ljudje meni. En lep izraz, s katerim lahko danes zaključimo, za to obliko vedenja, ki sem jo zdaj omenil, pa je medsebojno spoštovanje. Zdaj pa natanko 7:30 za ta denar, ali 7:30, ali že, tako da... Če pa ga se trga?
Ja, to bi morali trgati. To je Cera rekel. To je Cera rekel, prosim. Hvala lepa.